Hišni ljubljenčki so z nami že tisočletja. Po nekaterih ocenah naj bi se prvi udomačenčki pojavili pred približno 10 tisoč leti. Takrat so človeške družbe začele prehajati iz nomadske v kmetijsko kulturo, naši predniki pa so začeli hraniti in s tem tudi udomačevati divje pujse, ovce in koze. Tako so se lahko ustalili na enem mestu in začeli pridobivati hrano s kmetovanjem. Vi veste, koliko so se oni morali namatrati, da so prišli do hrane. Če danes hočeš nekaj na hitro pojesti, greš na burek. Oni so morali svoj fast food najprej ujeti. Tekom zgodovine so se nekatere živali prekvalificirale iz hranljivih snovi v hišne ljubljenčke. Ene, ker so bile tok cute, druge pa, ker so imele pomembno funkcijo. Mačke so bile recimo zelo uporabne pri odganjanju žuželk v kmetijskih skladiščih. Psi pa so preganjali mačke, ki se jim ni ljubilo odganjati žuželk v kmetijskih skladiščih. V starem Egiptu so bile mačke celo božanski simbol, njim v čast so bile posvečene religiozne prireditve, kar zelo dobro pojasni, zakaj se mačke še vedno tako cenijo in nasplošno mislijo, da so mnogo boljše od nas, navadnih smrtnikov. Ko so naši predniki ugotovili, da so določene živali izredno dobre v kakšni stvari, so začeli selektivno vzrejo. Proces, pri katerem gre za selektivni razvoj določenih lastnosti z izbiro tipičnih samcev in samic, ki se bodo spolno razmnoževali in imeli skupne potomce. Tako so nastali lovci, varovalci, spremljevalci, tekači čez ovire, izredno fotogenični psi, ki znajo pozirati. In tukaj se pojavi odlično vprašanje. Zakaj obstajajo čivave? Kdo je rekel, rad bi imel psa brez dlak, ki ves čas laja in paše v mojo torbico? S pojavom moderne industrijske družbe in širjenjem stanovanjskih območij so hišni ljubljenčki postali družinski člani. Nekateri ljudje so se celo naveličali mačk in psov ter si umislili papige, ribe, želve ter različne glodavce. In tukaj se pojavi še eno odlično vprašanje. Na kateri točki velik morski prašiček postane majhen pes? A to ti veterinar pove ali sam veš, ker ti prinese štrik, da ga peleš na sprehod? Kot je pri ljudeh navada, smo se zelo hitro naveličali tudi tovrstnih ljubljenčkov, v naše domove pa so vstopile smrtonosne kače, strupeni pajki in krokodili. Izbira hišnega ljubljenčka je pogosto povezana z našo kulturo. Severni narodi se najpogosteje odločajo za mačke. Po vsej verjetnosti, ker je zunaj večinoma premrzlo, za sproščen špancir s psom. Kitajska ima največji delež lastnikov rib in drugih vodnih bitij. To morda odraža njihovo nagnjenost k majhnim živalim. Recimo, sviloprejko so udomačili že pred 5000 leti, pojoči črički pa so bili najljubši hišni ljubljenčki kitajskih cesarjev. V Peruju imajo večinoma alpake. V osnovi so jih udomačili zaradi pridobivanja volne. Sčasoma pa so postali pravi hišni ljubljenčki. Domingo Pianesi je recimo naučil alpako surfati. Upam, da ne gledate te oddaje z nakupovalnim seznamom eksotičnih živali in vse skupaj jemljete kot dobre ideje. Že za običajne hišne ljubljenčke je težko skrbeti, kaj šele naučiti alpako surfati. Me pa vseeno zanima, kaj bi alpako naučili vi. Napišite v komentarje.